Zdaj pa pojdimo k bolj srčnim temam. Na današnji dan praznujemo Valentinovo, praznik zaljubljencev, ki pa se v zadnjih letih zelo spremenil in dobil močan komercialni pridih. Čeprav Valentinovo velja za praznik zaljubljencev, ga imajo v zadnjih letih najraje trgovci. Na ta dan se po svetu proda okoli 50 milijonov rož in 36 milijonov bombonjer v obliki srčka. 36 milijonov bombonjer. A si upate to preračunati v evre? Oziroma še hujš, a si upate to preračunati v kile? Ker smo naši oddaji temeljiti in smo želeli preveriti, na kakšen način so danes Slovenci praznovali praznik zaljubljenih, smo v goste povabili našega korespondenta in strokovnjaka za monogamijo, gospoda Jerneja Celca. Pozdravljeni, gospod Celec. Dajte mi povedati, s čim so danes slovenski moški presenetili svoje izbranke? Danes z absolutno ničimer. Večina moških je sledila komercialnim navodilom in kot vsako leto svoje izbranke peljala na romantično večerjo, na koncert od Plestenjaka ali pa na kako predstavo. Popolnoma predvidljivo, nobenega presenečenja. Edino presenečenje je bilo, če so kupili vstopnice za predstavo profesionalci SP in danes presenečeno ugotovili, da več ne špila. A nismo rekli, da ne bomo več... Ja, se pravičuje, mogo sem. Okay. Kaj torej svetujete za prihodnje leto? S čim lahko moški pokažejo svojo inovativnost? Glejte, Valentinovo se terminsko pokriva s sezono gripe. Zakaj bi hodili v nabitu polne restauracije, če lahko greš nekam, kjer trenutno zagotovo ni gužve? Namesto na Valentinov krožnik, jo torej peljite na Valentinov kebab. Edini kebab, ki je okužen z ljubeznijo. In hkrati garantira, da bo ta večer pristala v postelji. Gospod Celec, zveni ogabno, ampak poceni. Kaj pa priporočate za ljubitelje kulture? Ja, veliko parov se za Valentinovo odloči v kino pogledati kak romantičen film. Če ne želite plačevati drage vstopnine za Valentinovo projekcijo filma 50 odtenkov sive, jo lahko namesto tega peljete na kongres stranke Desus in si ogledate tamkajšnjih 50 odtenkov sive. Pa da ne bomo tako neromantični. Velik del Valentinovega so tudi darila, ker vsaka dama si ta dan zasluži nekaj lepega. Ampak treba je vedeti, da se čokolade pokvarijo, parfumi izhlapijo, rože pa ovenijo. Namesto teh minljivih stvari ji raje kupite nekaj trajnega, kot je recimo jedilni servis. To darilo je tako obstojno, da ga bo lahko uporabljala tudi z naslednjim partnerjem. Gospod Celec, vidim, da ste se pa res poglobili v tole, ste zelo dobro naštudirali. Kaj pa tisti mit, da je na Valentinovo spočetih ogromno otrok? Ja, to je res. Za Valentinovo se ljudje bolj pogosto odločajo za posteljne aktivnosti in tudi tukaj se da nekaj prihraniti. Namesto da kupujete romantične svečke in delate dodatno škodo temu planetu, raje porabite svečke, ki so vam ostale od 1. novembra in v njih samo izrežete srčke. Podarite ji lahko tudi kakšno malo bolj žgečljivo darilo, kot je na primer užitno spodnje perilo iz sladkorja. Čeprav, to je kar klasika. Bodite raje bolj izvirni in ji podarite užitne spodnjice iz poljskih govejih obreznin. Ker ta roba je trenutno vse povsod in jo je treba porabiti. Pa da ne bo samo ona nosila erotičnih dodatkov. Tudi vi si lahko na ta dan prstni koš obrijete v obliki srčka. Samo pazite, da ne boste obrili preveč na ozko, ker lahko izpade malo čudno. Ne pozabite pa seveda na predigro in je že čez dan pošljite kakšno sporočilo, da ji namignete, kaj jo čaka zvečer. In s tem ne mislim na slike penisa, to je ogabno. Na spolno aktivnost ji raje subtilno namignite z uporabo emojijev v obliki hrane. Če tega slučajno ne bo razumela in bo odgovorila, a mleko tudi kupim, a še imamo. Ji pa poskušajte namigniti z malo bolj nazornimi znaki. To je seveda za vse nežne duše. Če pa imate raje bolj na grobo, so pa primernejši znaki tole. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!